A ti moram, mikrofon, veš, ne, ker si na radio delu. Ja, zdaj čim bliže. Nim resce, ne, zdaj ne vem, koliko. Notar je interni ta pop filter. Ja. Jaz sem videl, da je tako najboljš, da imaš čim bližji ustom. Okay. Škaj odvisen, koliko so senzibilni, a ne, zdaj jaz imam malenkost govorne napake, pa je bolj, da grem malo ven, ker če ne šumniki pa siči, ki ful sekajo notnem resca. Okay. Ne, po mojem v bistvu tale optimalno. Ne, res, brez afrikancije je preverjeno. Koliko časa si pa delal na radio? Let pa pol, 2, nekaj tazga. Se imaš ta glas radijski? Tisto, kar je pa najbolj fajn, sem se ga takrat na radiju v bistvu naučil res dobro uporabljati. Ne? In to tudi v tem, kar počnem, je velik del mojega početja na nek način je zgrajen na glasu, na glasovni podobi. Ne? Ja? Mislim, zato, ker učiš ali kako, pa te poslušajo. Seveda, veš, predstavljaj si, priješ na klas joge. Imaš drugačna pričakovanja. In nekdo ti reče, zapri oči. Zdaj, odziv začetnika je tak, da v naslednjih 4 sekundah ene 8-krat odpre oči. Ne? Ampak recimo, da po 10-15 sekundah se s klasom ponovadi razumeš, zdaj tukaj ne govorim o teh, kar redno vadijo, ne? Da gre za to, da imajo zaprte oči. In takrat, ko zapremo vrata čutilom, ki tisto, kar je zunaj, vodijo v polje, ki je noter, oziroma kakor to mi dojemamo, ne? Postane nekako bolj senzibilno to polje zaznave. No, in v tej zaznavi, dokler čutila še vedno tipajo tisto, kar je zunaj, takoj, ko oči zapreš, zvočna podoba postane nekaj drugega. In midva zdajle, jaz ti ne rabim nič fejkat, nič ti ne rabim igrati, ampak zdajle, ko govorim z relativno neutralnim glasom, imaš ti pač določen občutek. Če bi jaz ta trenutek uporabil drugačno frekvenco, bi se ti počutil popolnoma drugače. In iz tega vidika je glas eno od bolj pomembnih orodij učitelja joge. Ja, zanimiv. Mislim, predvsem je zanimivo to, kar si rekel, da ko zapreš oči, ne, vem, da obstaja različne tradicije, ko delaš tehnike meditacije, ne, predlagajo oči imeti zaprte. Ne. Potem obstaja ne tehnike, ne, lahko to zen ali pa žogčen, tista tibetanska tradicija, ne, pa oni z odprtimi očmi tudi meditirajo. Ne. Tako, pri zazenu je praksa pač odprte oči, a ne, večino jogijskih meditacij se dela zaprtih oči, ni pa tako tudi nujno, ne. Zdaj, meditacija je mogoče kljub svoji preprostosti rahlo nerazumljen pojem v današnjem času. A ne? Zdaj, kaj meditacija je? Ne? Tukaj je spet trditev po različnih tradicijah cel kup, ne? Ampak če zelo poenostavim bi lahko rekel, da je meditacija tisto polje, kjer tisti, ki meditira, postane ločen od eventualnega predmeta opazovanja v meditaciji, a še vedno ostane popolnoma buden. Zdaj, nekatere tradicije, ki so, bom rekel, bolj tradicije praznosti, rade uporabljajo odprte oči, da bi se ohranjal tako imenovan stik z realnostjo. In sidrišče teh praks je v tem, da se bo umiril, če mu ne boš dal nič za procesirati. Tehnike meditacije, ki se nekako bolj naslanjajo na nek koncept polnosti, pa želijo v to umirjeno polje zavesti penetrirati čim globlje. In zato tudi različni pristopi. Kaj je prav, pa kaj je narobe? Jaz se res ne bi poskušal omejevati s tem, kaj je prav, pa kaj je narobe, ker resnica je seštevek vseh možnih pojavnosti tega, kar bi lahko bilo. Ne? Vse to, bomo rekli, je resnica. Ne? Subjektivna zaznava te resnice nikoli ni popolna. In temu primerno gre lahko tukaj za neka spremenjena stanja zavesti. Ampak če gledamo, če se vrnemo na jogo, joga je v bistvu umiritev polja individualne zavesti. Ne? To se sliši malo abstraktno. Ne? Lahko bi rekli, da večina časa se identificiramo kot eden izmed svojih jazov. Kaj to pomeni? Če se zjutraj zbudiš, pa si se zaležil, pa te vrat boli, je ta signal tako močen, da tvoja pozornost potegne nase in ti se identificiraš kot nekdo, ki ima ta trenutek boleč vrat.
če bi recimo v istem trenutku zvedel novico, ki bi te mentalno pretresla, ali pozitivno ali negativno, bi bil ta signal lahko tako močen, da ti ne bi več vedel, da te boli vrat. Ker bi se vsa tvoja pozornost preusmerila na novo zadevo, ki bi na novo obliko tvojega jaza, ki bi tisti trenutek resonirala bolj močno in bi se temu primerno tvoje individualno polje zavesti zgostil okrog nje. Ampak če bi te v naslednjem trenutku spet skladom udaril po prstu na nogi, si upam trditi, da naslednjih 10-20 sekund ne bi nič mislil, ampak bi postal svoje telo, ki še kako boli. Se pravi, imamo to pozornost in potem to pozornost samo prilagajamo na tisto, kar se V bistvu jo ne prilagajamo, dogaja. večina časa je pozornost nekontrolirana. No, ja, Ne? Če pogledamo navadenega nezavedno prilagajanje. Tako. Ja. Če pogledamo navadenega smrtnika, malo si po nosu povrta, popraska se po zadnji, tako kot se ponavadi popraska, gre na WC, zlije ven, kar ima za zlita, pa se spomne, danes moram mail poslati in v tistem trenutku postane sam še mail, pol ugotovi, da se mu na job mudi, pa pozapne mail, pa laufa. Skratka, pozornost skače. Ampak naša resničnost, naša subjektivna resničnost je pač pogojena s tem, kar smo vrgli v bazen sebe, tisto, kar smo spravili v zaprašeno klet svoje podzavesti, kar formira to, čemu radi rečemo ego, in pa temu, čemu ta trenutek namenimo svojo pozornost. Se pravi, v istem okolju, v istem času, če bo ista oseba imela pozornost na, recimo, govorcu, bo doživljala trenutek drugače, kot če se bo ukvarjala z tem, kar ima govorec oblečeno. Ja, zelo mi je zanimiv tudi ta princip, ki zdaj si rekel, pozornost gre od objekta do objekta, in potem nas stvari motijo. Zelo zanimiv mi je pa tudi ta koncept, da lahko te ista stvar, objektivno ista stvar, ti je prijetna in moti v drugem kontekstu. In primer, ki ga jaz vedno dam, je recimo, ko gremo na fitness, pa je zelo boleča stvar lahko, če se res napenjaš. Pa naslednji dan te bolijo mišice, se zbudiš in celo telo te boli, ampak je ta bolečina kar nekako prijetna, ker veš, da si nekaj dobrega naredil. Če bi te pa zdravnik poklical, naprimer, in bi ti rekel, imaš nekega raka v mišicah, bi bila ta bolečina vse prej kot prijetno. Ja, bi bila tako, ne bi jo mogel zdržati. Tako, in v bistvu je naš filter, vse gre čez naš filter zavesti. Ja, in mi mu damo tisto. Mi obarvamo situacijo te resničnosti. Resničnost preprosto je. Sama po sebi ne potrebuje nobene potrditve mene, da ona obstaja, ker ona obstaja tudi v tistem trenutku, ko koncept jaza mene izgine. Se pravi, če jaz zdaj ta trenutek, če me kap sune, boš ti še zmeraj dokaj prepričano trdo, da ta svet obstaja. Vsi tele konstrukti mene se s tem najverjetneje ne bodo glih najbolj strinjali, ker jih ne bo. Dobro si omenil filtre. Da se vrnem na to, kar sem prej rekel. Se pravi, joga je torej potop v tisto umirjeno polje zavesti, ko se individuum ne identificira z različnimi možnimi koncepti jaza. Se pravi, en moj učitelj je zelo velikokrat rekel, najbolj sem, ko me ni. In dejansko, ko razumeš idejo tega, seveda, ko grem med frende, imam masko za frende, ko pridem domov, imam masko za familijo, ko pridem domov, pa sem utrujen, imam masko za familijo, ampak je ona malo bolj zoprna. Bla. Zato sem te hotel vprašati, kako to prenesti pol v navadno življenje, ker če mi dva zdaj prej sva meditirala, potem se vse spremeni. Seveda se vse spremeni. Zato bi se tukaj rad navezal na to odprtost, zaprtost oči, ker meni čistko logično bi se mi potem zdelo, da bi bilo boljše meditirati z odprtimi očmi, ker je bolj približek temu, kako jaz živim vsak dan. In mogoče bi lahko ta trening lažji prenesel. Ja, če bi ga hotel prenesti v teh New Age-ovskih konceptih, dajmo nekaj narediti, da bomo čim hitreje prišli do enega rezultata, bi verjetno tehnike z odprtimi očmi dale hitrejši momentalen rezultat. Ne morem pa trditi na dolgi rok, da bi bilo temu enako. Kaj to pomeni? Zdaj, jaz bom govoril samo o jogi, in se bom tukaj izogibal nekih drugih stvari, katerim se pač nisem toliko predal, kot sem se jogi.
to, kar sem prej začel govoriti, da obstaja neko polje zavesti, to je notranja disciplina joge. In notranja disciplina joge se ukvarja s tem, da najprej postavi izredno močno stopnjo osredotočenosti, kjer je trojnost. Opazovalec, opazovano in dejanje opazovanja. Dalj časa, ko je ta osredotočenost prisotna, manj moči volje potrebujem, da to osredotočenost lahko ohranjam. Se pravi, na začetku se moram mogoče zelo koncentrirati, da opazujem, zdaj se bom zmislil, recimo tok diha. Ko to počnem 3 minute, rabim mnogo manj moči, zaradi tega, ker so se moje miselne vsebine, preostale miselne vsebine, ugasnile do te mere, da lažje spremljam to, kar počnem. V nadaljevanju pridem do tega, da potrebujem minimalno volje, da še opazujem tisto, kar počnem. In tam se praktično začne drugi od 3 korakov prakse joge, notranje prakse joge, to je dhyana. Dhyana je kontemplacija, dhyana je zlitje z objektom opazovanja do te mere, da izgubim feeling jaz opazujem, izgubim feeling, da opazujem, ampak na nek način moja resničnost postane resničnost objekta, ki sem ga opazoval. To je pravzaprav meditacija, šele tukaj se zgodi meditacija. Tisto prej so bile tehnike. Lahko zadnji stavek ponoviš. Ti postaneš v bistvu tvoja zavest, postane nivo zavesti tega, kar si opazoval. Okay, zdaj, če dan smešen primer, recimo, da sem se jaz osredotočil na svoj dih. Ja. Pa ni pomembno, kakšna tehnika je bila to tehnika, ki me je dvigovala, ki me je spuščala, ki me je hladila, ki me je grela, nepomembno. Ne? Ok, zdaj sem se na to osredotočil. In to počnem toliko časa, da v danem trenutku odpade potreba potem, da bi še mogel držati voljo na ideji opazujem svoj dih, ampak se znajdem v tistem polju nekega brezčasja, ne bom uporabil tukaj modernega tukaj in zdaj, ampak bom rekel, da se znajdeš v tem polju brez časa, ker obstaja samo to, kar se v resnici dogaja. In takrat v bistvu se moj ne identificira več z vsemi jazi, ki sem na začetku eventualno pristopil k tej meditaciji, ampak ostaja na nivoju doživetega. Se pravi, če bi opazoval traktor, bi ta traktor tako obarval polje mojega notranjega doživljanja, da ne bi bilo drugega kot traktor. Ne obstaja jaz, ne obstaja veter, je traktor. A bi bilo bolj pravilno reči, da obstaja samo zaznavanje traktorja? Zdaj odvisen, kako hočeš svoj definirati. Tukaj, prej sva rekla, imava 3... V subjektivni resničnosti sigurno obstaja traktor. V subjektivni resničnosti obstaja traktor. Seveda, ne. Obstaja zaznava traktorja. Zaznava, vedno lahko debatirava o tem, a obstaja zaznava, ali je to resničnost. Skozi moje oči je to resničnost, je to ena od možnih resničnosti. Moja subjektivnost pa je to resničnost obarvala do te mere, da je to, čemur ti rečeš, zaznava traktorja. Rekel bi, da po tvoji definiciji je ta zaznava traktorja drugačna, če jaz to zaznavam dobre ali slabe volje. Jaz sem pa tukaj prej rekel, da sem prišel, da sem traktor zdaj uporabil kot objekt osredotočenja. In v tistem trenutku, ko sem uporabljal voljo, da sem se osredotočil in ko so vse ostale vsebine razen osredotočanja izginile, takrat ni bilo več percepcije, ni bilo več diskriminacije, ni bilo več traktor je dober ali slab. Kaj pa rdeč? Ni več rdeč, je traktor. Ok, ampak recimo mava netopirja, pa mava tebe. Oba dva zaznavata traktor. Sam na različnih valovih. Ja, objektivna resničnost. Ne? In se prav ti rečeš, jaz zaznavam traktor. Ne? In netopir reče, jaz zaznavam traktor. Ja. In pogledava te dve sliki, sta popolnoma različni. A sta različni? Ja, on z ultrazvokom... Ja, se to vem, razumem. Jaz pa to
Mislim, če bi tebi dal tisto sliko od netopirja, bi ti rekel, ja, to je čist nekaj drugega, kot sem jaz prej zaznaval. Bi rekel, če bi sebe postavil na stališče, odkje to gledam. Kako to misliš? Jaz lahko trdim, da je tisto, kar zaznava netopir, drugače od mojega, izključno pod pogojem, če to gledam le skozi svoje oči. Recimo, da se za trenutek premakneš v zavest netopirja. Samo za trenutek. Okay. Tok, da vidiš, kako on zaznava. Se pravi, ti bi me premaknil v zavest netopirja, ne bi me pa pustil, da tudi njegova čutila dobim. Ne, vse dobiš za trenutek. Če vse dobim za trenutek, potem to, kar zaznavam jaz kot netopir skozi njegova čutila, je relativno enako temu, kar zaznavam jaz kot Robert skozi svoje čutila. Zakaj pa enako, če je drugače? drugače? Midva sta zaznavala isto stvar. Samo zaznavala svoje različen. A ne, to je pač tako, nekomu, ki je v življenju prišel sam na Šmarno goro, je Triglav pač visok. Nekomu, ki se redno po Himalaji sprehaja, pač Triglav ni visok. Ampak Triglav je. Ja, ampak gre niti samo visok, niti nizek, ne? Bravo. Gre torej samo za percepcijo tega, ki to gleda. Če pridemo če se vrnem na meditacijo, če se jaz osredotočam na karkoli, naj bo to emocija, naj bo to predmet, naj bo to dejanje, kot sem prej rekel, dih. V tistem trenutku, ko zgine dejanje opazovanja in ko se nekako razprši koncept jaza, ki opazuje, obstaja ta predmet v svoji resničnosti. Tega predmeta v svoji resničnosti jaz ne morem opisati z besedami, ker so omejene. Besede so pogojene na moje pretekle izkušnje. Na moje znanja, ki sem jih pridobil, na moje neznanja, ki sem jih pridobil, na vse tisto, kar sem verjel mami, pa na vse tisto, kar nisem verjel. Izkušnja je pa bila. Seveda obarvana, ampak v tistem trenutku, če sem jaz raztopil opazovalca, pa je še vedno lahko obstala ta neka izkušnja brez opazovalca. In če bi enako naredil netopir, da bi on sebe distanciral od tega, jaz sem netopir, ki to zaznavam preko radarja, bla, bla, bla in tako naprej, je on dobil neko izkušnjo. Če raztopi komponento sebe do tiste mere, da ni več netopirja, ki je to izkušnjo dobil, pač ostane izkušnja. Ja, samo izkušnja ostane. Njegova je bila njemu lastna, ampak v trenutku, ko je on sebe, pa dejanje, opazovanje tega predmeta raztopil, praktično ostane samo še predmet. In tukaj pa tisto, kar so prej rekli na začetku. Jaz bi rekel, da izkušnja samo še ostane. Zakaj predmet ostane? Zaradi tega, ker je bil to predmet opazovanja. Ja, ampak recimo dava stran, tako kot si rekel, on ni več netopir, ne identificira se več s tem, ali pa ti se s sabo. Če se on ne identificira več, potem njegova izkušnja ne ostane. Izkušnja je ostala, izkušnja je vedno subjektivno obarvana. Tako, ja. Se pravi, v trenutku, ko se jaz raztopi, praktično izkušnja izgine, ker ostane le resničnost. In ne vem, kako prideš iz izkušnje neposredno do predmeta. Vidiš, kje se... Ja, popolnoma te razumem. Vem, govoriva v zelo abstraktnih stvareh. Če probaš, presenetil me je na začetku tega pogovora, si rekel, bova malo meditirala. Super, to je čudovito vod. Kaj ta meditacija komu pomena? To je enemu to, enemu drugmu, enemu vizualizacije, enemu palčke, ene samorogi, ni važno, pač meditacija v narekovajih. Jaz v bistvu nisem meditiral, jaz sem se sproščal. Če bi jaz 10 minut meditiral, res ne bi imel volje, da se zdaj pogovarjam, ker se lahko pogovarjam izključno tako, da nosim masko ega, ker brez maske ega se ne morem pogovarjati. Maska ega je moje nujno orodje te zavesti, če hočem jaz delovati kot individuum v prostoru. Ok, kdo pa reče, ne morem, meni feeling ali pa intuicija govori, da ti, čim rečeš neki ne morem, neki moram, neki bom, rabiš kanček ega. Vedno je ego prisoten. Ego je orodje. A čist vedno? Zanimivo, v stanju meditacije, ko opazovalec odpade, se koncept tega razblini. Ampak v trenutku, ko se ta vrne v kakršnokoli interakcijo s svetom okrog sebe,
je to delovanje skozi ego. Lahko je ta ego bolj prozoren, manj pozoren, lahko ima noro veliko filtrov različnih na sebi, lahko jih ima zelo malo, ampak še zmeri ni moč delovati v svetu navzven brez tega koncepta ega. Ja, to se strinjam, ampak to, kar si rekel, če bi jaz zares meditiral, ne, potem se ne bi mogel pogovarjati, ne? Točno tako. Ker ne bi imel ega. Ali zaradi česa? Iskreno v stanju meditacije to pač pomeni, da sem jaz čutila zaprl do te mere, da eventualno tudi, če bi me ti nekaj spraševal, pa če jaz nimam v zadju že vnaprej šablone, da bi ti mogel nekaj odgovarjati in tako naprej, ne? In torej ne meditiram, ampak čakam v tišini, da me ti nekaj vprašal, kar je velika razlika. Ampak recimo, da je zdaj to, mi da so kle že 44 let skupaj, malo so se že naveličala drugega, ne, in ti vsak dan posname z mano takole vdajo, ne. In jaz vmes redno meditiram. In zdaj sem začel meditirati in ti si pomislil, da bo zdaj le govoril z mano. No, če sem stopil v polje meditacije, če sem torej stopil v polje, ko se je individualna zavest umirila do te mere, da ne resonira kot nobena možna oblika jaza. Se pravi, ne kot telo, ne kot misel, ne kot verjetje, ne kot strah, ne kot emocija, ne kot želja. V tistem primeru pravzaprav ni nikogar, ki bi ti karkoli odgovoril. To razumem. Kako pa gledaš na ta zenovski princip tega, da v bistvu karkoli delaš potem, ne? Ti si v bistvu nek ločen, v bistvu sploh nič nisi, tako kot si rekel, nobenega ni, da bi odgovoril, ampak delaš lahko pa karkoli. Seveda, se ti lahko ostaneš buden v tem početju. Ja. Ne? Ampak v tej budnosti gre še zmeri za tvojo odločitev, se pravi odločitev tvojih filtrov, na katere se pa pol vrnila recimo, odločitev tvojih filtrov, ali bo zdaj ti to delovanje počel ponižno, arogantno, nasmejano, šaljivo, žaljivo, grobo, kakorkoli že, ne? In ja, vsi imamo podobo, ne, zenovskega meniha, ki je glih kar končal svojo, ne vem, 15-dnevno meditacijo in pol gre ven po nabirko, ne, in se v bosih nogah sprehaja po snegu in tako naprej in poje sutro in če bodo kaj dal, če pa nava nič dal. Super, ne. Ampak to ne pomeni, da se v njegovem egu, ki ga tisti trenutek ima, ne predvajajo filmi v smislu mater, ful je bolj mraz, kakor sem mislil, da bo. To ne pomeni to, da se ne, ja. Joj, klele sem že 44 ponovil to sutro, pa še zdaj nisem vrat odprl. To se mu dogaja, ne? Kaj pa on s tem počne? Je pa samo on. No, sej, zato nisem razumel, zakaj ne bi se mogel pol pogovarjati, ker seveda se lahko, ampak ne morava reči, da takrat ne delujem iz nekega koncepta ega. Ja, ne, se strinjam, da deluješ. Bolj sem se navezoval na to, kar si rekel, če bi jaz zares meditiral, ne, bi se zgodil kaj, da se ti ne bi mogel pogovarjati. To me zanima. Moja čutila bi bila tako ostro zaklenjena v prostor noter, da pač praktično bi bil relativno neodziven na zunanji svet. In če bi jaz bil v stanju resnične meditacije, bi ti mogoče mogel, ne vem, 6-krat, 5-krat, 3-krat, 38-krat, ne vem kolikrat, Robert, in pol bi jaz v bistvu padel, ne bi padel v ta svet, padel bi v ego nekega trenutka, neke možnosti mene. Ok, razumem, ja. Jaz bi poudaril, da je polje meditacijo tisto, kjer si na nek način zatopljen v esenco svoje resničnosti, a nisi v kakršnikoli interakciji s svetom okrog, kjer bi si moral nadeti katerikoli filter. Ne? Yoga je močno utemeljena na konceptu samkhya filozofija, ne? To je dualističen koncept, Puruša Prakriti, zavest in materija. Živa bitja, ljudje, preplet zavesti in materije. Ne? Se pravi, iz tega vidika lahko rečeva, da je yoga izolacija Puruša od Prakriti. Yoga je izolacija zavesti od materije. Je posledica materije. Je posledica možgana, ki je popolnoma materialna stvar. In ko se zavest odstrani od tega bitjeca in rečemo, da je ta tip umrl, možgani še vedno obstajajo.
ampak pač ne producirajo idej, kot so jih projicirali takrat, ko je bila zavest na njih še linkana. Ne? In joga je praktično potop v polje zavesti. Joga je praktično izkušnja smrti. Ko me ni. Takrat stopam v polje joge. Zdaj jaz to relativno redno počnem, pa še zmeri sem parkrat na dan res velikarat. Se pravi, a ima to nek efekt? Mislim, da ga ima, mislim, da bi bil brez tega še večji ritem. A ti je pomembno, veš kaj, hotel sem se pogovarjati o tem konceptu cilja v meditaciji. Ne sme biti cilja. Cilj je brez veze. Okay. Stran od cilja. Ampak zdaj smo začeli govoriti o rezultatih, ne? Rezultati sami po sebi niso cilj, ne? Zakaj bi se sploh pol o njih pogovarjal, ne, če ni cilja, ne? Joga je abjasa in vairagija. To je ful zanimivo, ne? Stanje joge, se pravi stanje umirenega polja zavesti, se zgodi zaradi rednosti prakse in popolne nenavezanosti tako na prakso, kot na cilj prakse, kot na strukturo prakse. Šele takrat navezanost, ne, ljudje smo navezani na cel kup različnih stvari. Navezani smo na privlačnosti. To je meni tako dober. Navezani smo na odbojnosti. Res ne maram tega pa tega. Pa na življenje, mislim na svoje telo. No, tako recimo, ne, zadnja od teh navezanosti je navezanost na življenje in Patanjali recimo zelo zanimivo reče, ne, tudi modri mož se težko odreče navezanosti na življenje. Se pravi, to je tisti res ultimativen dogodek, ki se ti lahko zgodi v neki lastni praksi nenavezanosti. Ne? In morda se ti nikoli pač ne zgodi. Ampak urjenje te nenavezanosti je močno definiran z enim verzom, z eno šloko Bhagavad Gite, karmanije vadikarastima palešu kadačanama, karmapala heturburmate sangostva karmani. Kar zelo na hiter pomeni, tisto, kar delaš najboljš, kot lahko delaš. Ne, da bi bil prilepljen na cilj svojega delovanja, niti na rezultate svojega delovanja, ker te nikoli niso le v tvoji domeni. Ne? Navkljub temu, da veš, da te rezultati niso v tvoji domeni, ne postani navezan na nedelovanje. Sprav, da še vedno deluješ. Delujem, vem, kaj se lahko zgodi kot posledica tega delovanja, ampak sem popolnoma miren s tem, da se to ne zgodi. Kakšno je pa tvoje mnenje glede svobode delovanja? Svoboda delovanja, zdaj, ta svoboda delovanja je sigurno omejena z možnostjo delovanja. Ne? Se pravi, to telo, ta univerzum, ta omogoča le določene variacije delovanja. Ne? Zelo preprosto. Svoboda je relativna in mislim, da svobodo dosežeš glih v popolni nenavezanosti. Ne? Zelo velikokrat poskušam ljudem ta koncept nenavezanosti dati s takim preprostim dejstvom. V moderni jogi je veliko ljudi obsedenih z nekimi telesnimi položaji, pa kako jo izgledali, pa kaj bodo naredili, čeprav so telesni položaji zelo majhen del prakse joge in lahko tudi popolnoma nepotreben. Lahko vadiš jogo, pa te res ne zanimajo asane, razen sedenja. No, ampak recimo, vrneva se na polje moderne joge, ljubezen z asanami, fajn je stati na glavi, a ne, toliko pa toliko ljudi jim je res fascinantno, da bi stali na glavi, tudi meni je bilo nekoč fascinantno, da bi stal na glavi, pa sem pa veliko časa stal na glavi, pa okej, nič tasga, ne, še zmeri se lahko skrega z nekom, če stojiš na glavi, tako da to je realno vrednost stoje na glavi, če odštejemo tistih nekaj dobrobiti telesnih, ne. Lej, lepo je stati na glavi. Pa lepo je vedeti, da je lepo stati na glavi. Pa fajn je vsak dan stati na glavi. Ampak tista največja svoboda, ki jo stoja na glavi prinese, je v tem, da se zavedaš, da ti ni treba stati na glavi. Ampak to ne pomeni, da ne stojiš na glavi. V bistvu ti je vseeno, a stojiš na glavi ali ne stojiš na glavi. Navezanost, kakor sem prej rekel, na kjerokoli lastno prakso. Danes nisem meditiral, pa sem čisto živčen.
no vsa ta leta, ki si do zdaj meditiral, so te zelo malo delač prinesla, da zaradi tega, ker ti je nekdo vzel ritual, si izgubil svoj notranji mir. Wow, ne? A je pol to, kaj je štelo? Je. Ampak ta trenutek ni rodilo možnega rezultata navzven, rodilo je pač nekega drugega, ne? Tebe živčenega. Sam po tem konceptu, ne, zdaj se lahko midva zaciklava v paradoks, ne, zakaj bi sploh meditiral, ne? Ker lahko. Ok, ampak ta človek... Niti treba. Ja, Niti tako. treba. Ja. Niti treba. V bistvu je vseeno. Ampak lahko. Vseeno je. Popolnoma vseeno. Popolnoma vseeno je. In ta človek, ki se sekira, ker ni meditiral, ne, vseeno, če se sekira. Mislim, iz njegovega osebnega sveta je to kvečemu slabo, ne? Ker se sekira, se ne počuti glih najboljš. Ne? Ja, ampak spet mu je pomembno, da se počuti dobro, ne? In spet je v tej igri nekim je pomembno. Ne? Ja. Ne? To je recimo, jaz sem bil zdaj polet na Vipassani, 10-dnevni, in to je bil glavna tematika mojega razmišljanja in mučenja. To, da sem želel nekaj, pa bolj, ko sem želel, bolj sem stran od tega laufa. In je v bistvu tak, ne vem, a je za zahodnjake tak neverjeten koncept za dojet. Na momente sem ga dojemal s svojo bitjo, ampak potem je zelo hitro šel stran, ko sem se jaz nazaj vklopil. Tako, ne? Ker hočem te feelinge, kot sem jih imel recimo včeraj med meditacijo, ne? Bolj, ko se trudim, ne gre. Ne? Zdaj bom pa jaz spustil, zato ker to je pot do tja. Ampak spet hočem tja, spet se spremikam stran. Ne? Zelo je težek. En moj učitelj je zelo zanimiv povedal, ne? In vedno bolj razumem to njegovo trditev. Rekel je, da smo ljudje zasvojeni s svojim razumom. In da mislimo, da če nič ne mislimo, da je nekaj narobe. In dejansko to je zelo dober oris zahodnega uma. Zdaj pod zahodni um sem tukaj uporabil pač stereotipa, ne, to razumeva. Ne. Živimo v okolju, ki nam od malega razlaga določene vrednote. In mi jih ponotranimo, pa če se temu še tako opiramo ali pa ne. Določen del nas ve, da smo fajn, če smo veliko stvari naredili. Ne, določen del nas ve, da smo fajn, če smo uspešni, če smo dobri, karkoli naj bi že to pomenili. Ne. In tukaj se zelo približamo unmu vicu, ko Nemc pride v Dalmacijo na morje, ne, in vidi starega čičota, ki palco namaka in ribe lovi. Ne. Kaj delaš? Ne? Ribe lovim. Ne. Ja, če bi imel 2 trnka, bi 2 ribe ujel. Ja, in kaj bi bilo pol? Ne? Ja, pol, ki bi to nekaj časa delal, a ne bi kupil čovn, pa mrežo, pa bi ful velik rib ujel. Ne. Ok, in kaj bi bilo pol? Ne? Ja, pa bi kupil barko, ne? In bi kupil večje mreže in bi zaposlil ljudi, ne? Da bi za tebe res velik rib ujel. Ne? In ko bi jih ti prodal, nikoli več v življenju ne prabo delati. Ne? In kaj bi bilo pol? Rekel, pa bi lahko pa umiral tukaj ribe lovil. Ne? Veš, kaj hočem povedati? Ne? Ja, je že tam. Zahoden je ta, ki misli, da rab barko, pa mrežo. Ampak dejansko, kaj bomo naredili s tem, da smo nekaj ekstremenega naredili? A bo imel moj otrok več od mene, če mu bom zapustil ne vem kakšno podjetje, ali če mu bom v času odraščanja dal svoj čas? Verjetno, jaz bi ugibal, je tukaj en evolucijski razlog, ne? Zakaj nismo pasivni. Ne? Se pravi, preferiramo verjetno dopamina, ne? In to konstantno napredovanje. A ne? In verjetno je tukaj nek evolucijski vzgib, da damo gene naprej, da se izboljšujemo, boljšo kolibo naredimo, lažje preživimo, strah nas je umreta. Ne? Ja, strah pred smrtjo je sigurno eden od teh varovalnih elementov. Iz čisto evolucijskega vidika. Ne? Tukaj pridemo spet jogama, kot sem prej rekel, cel kup možnih različnih modelov, ki opisujejo to evolucijo posameznika, ki je možna v tem telesu. Ne? En od njih je tudi koncept kundalini energije, kjer bi praktično lahko rekli, če zelo poenostavimo, gre za to življenjsko energijo, ki jo lahko usporejamo z spolno energijo človeka. Ne? In zdaj tukaj, če gledava, ne? Posameznik
si ne želi umreti. Ampak paradoks, vrsta za razvoj vrste potrebuje toliko in toliko posameznikov, ki bodo umrli, da bo ona lahko evolvirala v boljše. Vrsta si torej ne želi posameznikov, ki bi večno živeli. In tukaj pridemo do tega paradoksa, ne? Ta kundalini energija, ta spolna energija na nek način je energija vrste, ne? V nas. In dejansko, če gledamo z trošenjem spolne energije, na nek način zgubljamo veliko energije tega individuma. Tako da ja, zanimiv paradoks, ki si ga izpostavil, vrsta, človek, posameznik. Ne? Kako pa, malo me zanima, ti sej verjetno so že dobili nekako občutek, tisti, ki poslušajo, pa tudi v intro tudi te bom predstavil, ne? Ti si učitelj joge, ne? Bolj me pa zanima ta del učenca joge, ne? Kako si se ti začel ukvarjati, to se pravi, ti si zahodnjak, ne? Kako si prišel v stik s temi metodami, ko bi rekla, introspekcije? Jaz sem jogo začel delati praktično takrat, ko nisem vedel, da delam jogo. Mislil pa sem, da sem se srečal z jogo mnogo kasneje. Ne? In zdaj, kako je to bilo? Sami paradokse imamo. Ja, jaz sem, ko sem bil mulj, sem zelo veliko bral. Ne? In že ko sem bil majhen, so me zanimala razna spremenjena stanja zavesti. S tehnikami avtosugestije sem se ukvarjal v 8. pa 7. razredu, pa tako naprej. Bral sem knjige, ki jih moji vrstniki niso brali. Vse, kar je bilo možno dobiti. Bil sem bralec, zelo sem se malo premikal. Pa sem malo začel počasi tam 16-17 let, malo borilne veščine, pa pol kolo, pa malo kvihte premetavati. Pa sem pa enkrat z biciklom srečal avto, pa je bila prometna nesreča, pa tako malo operacije, malo sem bil podrt. In lahko rečem, da sem se naključno srečal z asanami kot del moje osebne rehabilitacije. Moj ego tistega časa je pač mislil, da zdaj pa dela jogo, ki dela asane, ampak v bistvu sem telovadil. V bistvu sem se malo raztegoval. A ti kdo pokazal to? Ali si kje ja, ampak pač bolj je point v tem, kakšen je bil moj odnos do tega. Moj v tistem trenutku telesa pač ni bil sposoben dojemati kot orodje joge, ampak kot končni cilj. Ker jaz sem se itak za samo srečo kot namen rehabilitacije, se pravi, meni je bilo cilj nekaj narediti s telesom takrat. In to je trajalo nekaj časa in lahko rečem, da sem par let telovadil skozi jogijske asane, in mislil, da delam jogo. Pa sem pa slučajno enkrat v roke dobil eno knjigo The Science of Yoga od Taimnija, ki pa praktično piše o yoga sutrah, vsemu temu, kar joga skriva v svoji, bom rekel, filozofske naravnanosti. In takrat sem ugotovil, da v temu zapisu jaz najdem odgovore na cel kup vprašanj, ki sem se jih postavil kot otrok. In takrat lahko rečem, da se je moja pot joge v resnici začela, oziroma sem razumel, da je to to. Razumel sem, da v tem polju jaz lahko dobim odgovore, moj ego lahko dobi odgovore na vsa vprašanja, ki si jih je tukaj pripravljen zastaviti. Ne trdim, da je to univerzalna veščina, ampak joga sutre so na nek način zemljevid. Če ta zemljevid kolikor tolikor znamo brati, pol nam je jasno, da ne rečemo človeku, da je narožnik nujno treba jati iz pumpe na Viču. Ker lahko človek štarta v Šiški. In iz tega vidika pač pomeni, da lahko ti delaš jogo, pa delaš stvari, ki jih jaz res ne delam, in jaz delam jogo, pa delam stvari, ki jih ti res ne delaš. Ampak na nek način sva na isti mapi. Mi dva potujeva proti umirjenemu polju zavesti glede na okoliščine, v katerih sva. In nekateri lahko mogoče sam pojejo Hare Krišna in je super. Lahko nekateri sploh ne delajo joge, pa popravljajo avto. Ja. Bi rekel, da je ista pot lahko za vse. Lahko bi rekel, da je izhodiščno stanje posameznika tako različno, da ne morava trditi, da bi nekdo mogel karkoli delati, vsekakor pa lahko predpostavimo, da določena izhodišna stanja
so praktično tam, ker ne rabijo več tehnik, da so tam. No, to ni moje izhodiščno stanje. Tvoje ne, ja. Moje ne. Kaj se je pa pol zgodilo? Pa se je pa moja joga začela spreminjati. Pa se je zgodilo pa pač to, ne, da sem ugotovil, da skozi različne koncepte teh joga sutara lahko vadim jogo kjerkoli. Pol kasneje sem enkrat razumel, da ne rabim več določenega rituala, ker ne nazadnje joga oziroma joga sutre govorijo tudi o nekih vrlinah, ki jih razvijamo do sebe oziroma do sveta okrog nas. In jaz sem lahko zaklenjen v toliko majhnem prostoru, da se ne bom mogel premakniti, pa ne vem, iz kakršnega koli razloga ne bom delal pranajame, ne bom delal tehnik meditacije, ampak še vedno se lahko ukvarjam s tem, kako bi bil moj manj nasilen. Še vedno se lahko ukvarjam s tem, kako bi moj bolj stremel k resnici. Še vedno se lahko ukvarjam s tem, da bi manj si želel tega, kar ta trenutek ni moje, pa bil prelepljen na idejo, kaj boljš, pa kaj slabš. In tukaj je cel kup možnosti, cela širina možnega delovanja. Katerokoli kvaliteto od teh notranjih krakov, prakse joge, praktično urim, ne morem se izogniti temu, da ne bi avtomatično redefiniral vsega ostalega. Ker vsaka od njih spremeni moje gledišče. Zdaj tukaj, prej sem rekel, da se bova vrnila na filtre. Poslanka filozofiji je narava prakriti, narava materije ta, da je sestavljena iz 3 dinamičnih kvalitet, ki se med seboj ves čas prepletajo in so dinamične. Kaj to pomeni? To pomeni, da sem jaz sigurno bolj vroč kot led, ampak sigurno bolj hladen kot ogenj. Se pravi, jaz nisem topel, nisem mrzel, ampak obstaja ta kvaliteta samo v odnosu na. Samo v dvojnosti. Tako, v odnosu na nekaj. Ja. Recimo dvojnost temu. Vsaj dvojnosti. No. Tako, in te kvalitete se ves čas prelivajo. Te kvalitete so lastne moji naravi. Ena od njih je kvaliteta neznanja, kvaliteta inercije, kvaliteta, nič ne bom naredil, kvaliteta, sam da bi bilo še zmeraj tako, kot je. Ena od njih je kvaliteta aktivnosti, želja po spremembi, želja po gibanju, želja po naravi, želja po početju. Strast. Tretja od njih je vrlina. Delujem, ampak znam biti pasiven v delovanju. Mirujem, ampak znam biti aktiven v pasivnosti. Ta se zdi najbolj prozorna od teh 3 kvalitet, najmanj nekako obarvana, najmanj plusov pa minusov sabo prinese, ampak še vedno je to motna slika. In lahko bi rekla, da skozi neko prakso, ki jo razvijam, jaz te svoje dinamične kvalitete prelivam do te mere, da kot človek postajam vedno bolj prozoren, v narekovajih, kar pomeni, nosim minimalno mask. Kakor sem na začetku rekel, nosil jo bom. In takole, ko se pogovarjaš, verjamem, da srečaš cel kup duhovnjakov, če temu tako rečem. In verjeten je maska duhovnega ega ena najgrših pa najhujših, ki jo lahko vidiš. Če tudi je pogosto rojena iz tega zelo prozornega polja satje, se pravi polja vrline. In lahko bi rekel, da je tukaj koncept ta, da če rečeva, da je resničnost luč v nekem reflektorju in imamo od spredi te 3 filtre. Glede na to, kako so te filtri prepleteni, take barve bo pač zadeva svetila ven. Zunanji opazovalec bi rekel, luč je zelena. Ja, ki je bil filter zelen takrat. Ampak zdaj, a je bil res filter zelen ali je šlo za to, da sta bila rumen pa moder filter skupaj? Se pravi, ta, ki opazuje posledico teh filtrov, ne more razumeti, kakšen filter je to posledico vzročil.
On vidi le posledico, a še to posledico gleda le skozi svoj filter. Se pravi, če recimo, zdaj če ti dam primer, če je filter mojega uma ta trenutek popolnoma rumen in je filter tvojega uma ta trenutek popolnoma moder, pa bom jaz tebe videl zeleno. Ker bom videl kombinacijo obeh filtrov. Sej to je ful zanimivo, ko si rekel najhujša oblika ega, ne vem točno, kako si opisal to, ne? Je ta spiritualen človek, ne? Ki se ima za spiritualnega človeka. Ne? O tem sem ful razmišljal. Jaz sem boljši kot drugi. Tako, jaz sem višje, recimo. Ne? Prav, imamo hierarhijo. Upgraden sem. Tako, ja, imamo hierarhijo, tako kot imamo vsega v materialnem svetu, ne? Ali pa v denarnem smislu, ne? Imamo tudi hierarhijo v spiritualnosti, recimo. Ne? In jaz sem višje kot drugi. Ne? O tem sem razmišljal in je ful zanimivo, če spet na sebe dava odgovornost ali pa če spet sebe pogledava. Ne? Se pravi, jaz nekoga tudi tako sodim. Se pravi, jaz sodim, da on sodi ostale. Ne? In pa sem razmišljal, kaj pa, če je on res tok višje, da je sebe znižal v mojih očeh. S tem, da se je zvišal, zvišal. A me razumeš? Ja, razumem, cel kup možnosti. On se je tako uspešno prilagodil tvoji, v narekovaji, nižji naravi, ne, da se ti je odrazil tako, kot si ga ti lahko razumel. Tako, da me je nekaj naučil. Ne? Če te je. Ne? Ja, valjda, probo je. Ne? Jaz recimo se... glih včeraj sem imel eno zanimivo debato, pa je punca rekla, ja, ampak kako, a veš, ker je toliko vse prav, pa toliko je dobro, ko meditiraš, kako ne dobiš enormne želje, da bi to zdaj povedal vsem. Saj sem jo imel, ampak to je bila ta projekcija mojega ega, ki sem želel drugim dati izkušnjo. Mislim, da sem zdaj uspel stopiti toliko nazaj, oziroma grem v to smer, da bi kakršnokoli dajanje informacij, ki pride iz mene, potekali na horizontalnem nivoju, ne na hierarhičnem, vertikalnem sistemu. Ne? Jaz mislim, da je moja moč in dolžnost to, da lahko dam, ampak res ni namen, kaj bo kdo vzel. In to ni več moje. To nisem jaz. Nič ne morem s tem v zvezi narediti. Moja naloga ni, da tebe spremenim. Ne? Moja naloga ni, da ti povem, kaj je resničnost. Pa se spremeniš že tako, mislim, brez truda. Spremenimo itak, seveda. Ne, na drugega vplivamo. Če riževo mleko steče mimo kave, imamo drugačno kavo, kot če ni steko. Ne? Tako, ali pa filter na filter se nekaj tretjega. Ja, spremeniš, ne? Ampak mislim, da je zelo fajn pozicija ta, to velja tudi za medsebojne odnose, ne? Da nam rata stopati tja, da ne spreminjamo tega, kar je. Ne? Otroku poskušam večkrat razložiti, ne? Da ti lahko vedno vzameš žogo, pa brcaš v steno, pa žoga nazaj pride. Ne? Ampak če greš na travnik, ki brčneš žogo, moraš iti po njo. Se pravi, če jaz ne nastavim nekega zida odbojnosti, pa naj bo ta za masko sprejemljivega ali pa nesprejemljivega, potem ta igra bob ob steno pač ni mogoča. Se pravi, v izogib konfliktom jaz tebi ne rabim razložiti, da imaš ti prav. Lahko te pustim tam, kjer boš ti imel zadnjo besedo, a ne? Sam pač ne bo reakcija tukaj se rodila. A ne? In to je včasih težko, seveda, ker naš ego pač zaigra in hočemo se jeti to igro odbojnosti in žogo ti bom vrgel nazaj, ker si jo ti zdaj meni vrgel, pa jaz jo bom te vrgel. Ne, jaz ti jo bom ta zadnji vrgel, ker bom jaz zmagal in tako naprej. Ja. Jaz sem tukaj malo, mislim, moje mnenje glede tega je, da itak mi nimamo svobode delovanja, ne? Nimamo svobode. Svoboda je le v možnostih. Ti v danem trenutku rečeš, ok, rdeč ali pa plav gumb. Ampak obe posledice sta definirane. Ne?
Ja, ampak nimaš tudi izbire rdeč ali pa prav gumb izbrati, ne? Lahko bi tukaj filozofirala, ja ali ne, ampak zdi se pač možganom, da se za nekaj odločijo. Ne? Zdi se, da imamo to svobodno voljo te izbire, ali bom rdeč ali plav gumb izbral, ne? Ampak jaz mislim, da nimamo. Ne? In pol, če se midva odločava, a bom nekomu nastavil to steno, ki se bo žoga odbijala, tako kot si rekel, ne? V bistvu nimamo izbire, mi bomo naredili, kar bomo naredili. Ali bomo nastavili steno ali pa ne, ne? Ja, ampak tukaj je spet tista, ali lahko dvakrat stopiš v isto reko? Ne moreš. Ne? Ali lahko na istem križišču dvakrat levo zaviješ? Ne moreš, ne? Ker je čas se zamenil. Ja. Zelo preprosto. Glede na to, kar boš pač ti počel skozi življenje, jaz se lahko zdaj ta trenutek odločam, naveličil sem se tega, da učim in zdaj ne bom več učil. Okay. Pika. A se lahko odločiš? Pusto zdaj tisto, a je to možnost ali ni možnost. Recimo, da sem to izbral. Okay. Če bi izbral nekaj drugega, bi bile vse možne odločitve v naslednjem koraku popolnoma drugačne kot vse možne odločitve, če sem se odločil da ali ne. Se pravi nasprotno polje. Iz tega vidika, glede na ta zemljevid nekih možnih odločitev mojega ega, a so možne ali ne možne, dejstvo je, da so nepomembne. Ne? Ni važno, da sem se jaz odločil, da bom ribič ali pa učitelj joge. To je čisto nepomembno, za real life. Ne? Zaradi tega zgradim neko pot, ki me pripelje na to točko, da bom zidove postavljal le nekaterim pa ne. Če bi pa jaz zgradil drugačno pot, bi ustvaril pa drugo strukturo dinamičnega ega, ki bi zidove postavljal drugim osebam kot prvim. Se pravi, to je pač to, če izuraš svoj ego skozi prakso do te mere, da ne odgovarja več na tiste, bom rekel, nasilne vstope, ki so te motili v osnovni šoli, boš ti še zmeraj nastavljal steno, ampak boš nastavljal steno drugačnim ljudem. Taki ljudje, ki so te pa recimo v osnovni šoli ali prizadeli, ali so vstopili v tvoj intimen prostor, kakorkoli bi hotel temu reči, pa v bistvu ne bodo imeli več moči do tebe, ker bo šlo to mimo tebe. Tako kot če imaš anorak, pa danes včasih smo kupili anorak, ne pa zbil v njemu, pa če 4 minute mokar. Danes kupiš anorak, pogledaš, le kapelca spolzi dol, bolano, hodo. No, a veš, se pravi, če skupil anorak, si kar za nekaj časa za vodo zelo nedotakljiv. Ne? In to je pač to. Zdaj ja, zidove, kakor sem prej rekel, a bi ti odgovoril, če bi bil v polju meditacije? Ne bi ti. Odgovoril ti bom takrat, ko bom postavil svoj ego. Moj ego je avtomatično zid za potencialne ege, ki želijo vstopiti v njegov prostor. Si pa tudi sam srečo verjeten človeka, ki je bil ta trg egov praktično nemogoč. Ker je on ali ti vzel tako distanco, da ni bilo nič za zamenjati. Ni bilo besede, ni bilo ničesar, ni bilo nujno odbojno. Sam hkrati ni bilo privlačno. Okay. Vse to tudi ni narobe. Ne, nič ni narobe. Okay. Konc koncev tukaj druga stvar. Nobena stvar ni narobe. Kakor sem prej rekel, resnica je. Midva zdaj tukaj sva ena neznatno tinka možnega. Če bi se ti prej po nogi udaril, bi bila ta resničnost, to, kar eventualno zdaj bo kdo poslušal, bo drugačna. Ker bi ti drugače resoniral, ti bi me druge stvari vprašal, govorila bi o nečem čist tretjem, četrtem in tako. Ja, se to je itak free flow, totalen zdaj. Ja, se to je meni idealno. Tako da nimava neke kontrole nad tem, kam bo to šlo, pa jaz nimam kontrole nad tem, kaj bom zdaj rekel. Ja, se to je meni najlepše. Meni so taki pogovori tudi najboljši, tudi recimo kot predavatelj, jaz rad predavam brez vseh PowerPointov. Znam zelo jasno postaviti vsebino, če ga hočem, ne da bi se rabil učiti. Moja edina priprava na kjerokoli predavanje je to, da ostanem res zgodaj iz dana, se stuširam, ko familija še spi, da imam svoj mir, v bistvu vržem se v vročo vodo, sem stuširam. In potem poskušam biti čim bolj prazen. Se pravi, ne pripravljaš se na predavanja tako, da bi vsebinsko se pripravljal? Na tista predavanja, ko govorim o takih stvarih, kot je joga, se ne pripravljam, ker mislim, da je pač, teh 25 let prakse prinesel toliko praktičnega znanja, da je
smešno, da bi se pripravljal na to. Da bi s to kontrolo pokvaril v bistvu sporočilo. Lahko in tudi, ne? Tukaj poskušam biti čim bolj nag, se pravi, čim manj sebe poskušam dati v to, pol pa poskušam na vsa vprašanja, ki pridejo, vzpodbujam vprašanja. Zelo rad sem v interaktivni sceni. Se mi zdi tudi, da imajo ljudje mnogo več od tega, kot če zgolj poslušajo nekaj monotonega, naučenega ali prebranega. Pri vseh teh odgovorih poskušam spet se ukvarjati izključno s tem, da bi čim manj jaz zadal v to. Se pravi, da bi čim manj razlagal, kako naj bi bilo, če bi bilo, ker se zraven zavedam, da govorim o polju, ki ga besede ne morejo opisati. In težko bom podajal z omejenimi besedami izkušnjo nečesa, ki je večje od vsega, kar je moj razum bil kadarkoli pripravljen sprejeti. V poljih meditacije sem se srečal z meni prej nepredstavljivimi, če rečem izkušnjami, niti na v redu, z nepredstavljivimi polji zaznave. Kako jih opisati? A lahko probaš opisati? Pa kdaj se ti je recimo ne moreš... Ne, ker mislim, a veš, to je tako, da bi rekel, a lahko z 5 besedami, ki ti jih vnaprej definiram, opisuješ vodovodno cev, ampak nobena od teh 5 besed ni fajn za vodovodno cev. Ja, ni, enostavno pač, lahko bi rekel, popolno brezčasje, popolna izkušnja bivanja, najbolj polna izkušnja bivanja, pa že s tem sem to ekstremno omejil. Ker sem to rekel, ker sem že vzpostavil, ker sem že vzpostavil idejo v tebi. Ja, polna pa prazna, tukaj iskreno povedan, moj si ne glede na izkušnje, si ta trenutek ni sposoben reči, obstaja polnost ali pa obstaja praznost. Iskreno povedano, lahko rečem, da sem nekako se distanciral od tega, da bi to si z umom poskušal razložiti. Si pustim, da kdaj tava po tem polju pa razmišlja, bi to bilo polno ali prazno, ne? Ampak se mi zdi, da popolna polnost je prazna. Ne? In lahko bi rekel, da popolna praznost je polna. Se pravi, greva v polje te enosti, ki ni več dualnosti. Tako. Jaz osebno tudi pač mi koncept dualnosti se mi zdi samo še ena segradacija na nek način. Tako, ne? Zdaj, ja, osnoven koncept dualnosti pa ne bo zdaj tukaj to ali krščanstvo, ali islam, ali vajšnjavizem, šajvanizem, saj niti ni važno kaj, ne? Obstaja na tem, da obstaja pač tista komponenta, ki je rečeva Bog, pa obstaja neka komponenta individualne duše. Kaj to pomeni, ne? V konceptu dualizma pomeni, da je ta individualna duša kvalitativno popolnoma enaka Bogu, le da je kvantitativno neskončno majhna, medtem ko je Bog kvantitativno neskončno velik. Ampak kvalitativno je ta izkušnja enaka. Vrlina, vrednota tega, ne? Tukaj lahko rečemo, če pa zdaj stopimo še korak dlje nazaj, ne, pa v bistvu rečemo, da tukaj ne more obstajati ločnica. Ne. In tukaj mislim, da gre bolj za besedne igre, ki se jih razni razlagalci uporabljajo, mogoče niti ne z namenom, da bi špekulirali z ljudmi, ampak mogoče glih s tem namenom, ki si me ti prej vprašal, da je probi opisati. In mogoče je to pač poskus da bi opisal neopisljivo. Ampak pač ta ego, ki je dal to izkušnjo, je nekako najlažje to opisati. Zdaj jaz osebno začutim vse ljubezen, ko vidim bakte, ki pojejo na cesti, začutim ljubezen, ko vidim iskrenega vernika, njegovo ljubezen začutim, ne svojo. Ne? Začutim jo pač v vseh ljudeh, ki so predani svojemu idealu, temu se v jogi reče Išvara Pranidan.
ki so posvečeni, predani svojemu osebnemu idealu, božanstvu, moralnemu vzgibu na nek način. Ne? To so lahko zelo veliki ljudje. Tako jih ponavadi doživlja velika večina egov okrog. Ne? To so te ljudje, ki so se pripravljeni nekako odreči sebe v prid družbe. Ne? In če tudi moja pot ni taka, kot je njihova, ne, jaz sem mnogo bolj rađa ali pa njana jogi, ne? Se pravi, sem rađa jogi, to je pot meditacije, njana jogi je pa pot razbijanja intelektualnih konstruktov. A ne? In to je moja pot joge. Ja, če tudi delam asane, pa stojim na glavi. Ampak to je le telesna spretnost, nobena blaznost. Jaz nisem bhakta jogi. Bhakta je ta predanost. Zdaj bom pel cel dan Hare Krišna in ne bom imel časa misliti na nič drugega, kar je Bog. Kako bi lahko dal stvarstvo več kot tako? Ne? Jaz ga razumem in v njegovi nameri čutim ljubezen in me napolne s toplino, ki ga vidim, ki pomislim, kakšen standard si je nek individuum pripravljen postaviti, da bi srečal absolutno naravo. Ne? In to pač v mojem duhovnem egu vzbudi globoko spoštovanje. Ampak če pa ne moreš opisati te izkušnje, ali lahko saj poveš osebno, kako si ti do tega prišel, do tega prvega glimpsa, tega, kar ne moreš opisati? Lahko rečem, da je to posledica meditacije. Se pravi, med meditacijo si imel... Tako, v rednih praksah. Lahko rečem, da se mi dogajajo tako tekom dneva kratki prebliski, ki so kdaj krajši, kdaj daljši, ki me, bom rekel, zmotijo sredi opravkov tega ega, ne? Ampak niti približno jaz nisem ta, ki bi se lahko postavil v polje razsvetljenosti, če temu tako rečeva, ne hodim v stanju samadija naokrog, še zmeri se ujezim, ko mi kdo vzame prostor, pa me izrine, pa tako, ne, in tako naprej. Še zmeri se zasanjam, pa ne vem, da vozim avto, pa vmes premišljujem druge stvari. Skratka, sem najbolj običajen človek. To ne vemo, če ti lahko verjamemo. Sej, ja, veš, to je... Okay, lagal sem. Kako gledaš na ta koncept razsvetljenja? Ne? Zgodovinsko, pa tudi zdaj, recimo, kako ga ljudje dojemajo, ne? Pa kako ga ti dojemajo. Ja, vse to je to, ne? Kako ga ljudje dojemajo. Jaz verjamem, da je moč biti v stanju zavesti, ki močno presega izkušnjo ega. Ne? In biti konstantno tam. No, zdaj sva pa tam, ki ni muh. Kaj to pomeni? Ne? Na podlagi svojih izkušenj se jaz ne upam ti zdaj dati odgovora. Kolikor pa sem kaj poslušal pa bral, bi pa teoretično lahko obstajala ta možnost. Ne? Ampak jaz res nisem tam, da bi lahko bil tam. A si želiš biti tam? Who cares v bistvu. Ja, pa si tam? Najbrž še ne. Mislim, če me zdaj veš, nekaj razjezira, pa razveseli, pa v bistvu še nisem tam. A veš, vprašal sem te, a si želiš biti razsvetljen, ne? In si rekel, who cares si rekel, ampak lahko bi tudi jaz to razumel kot vseeno mi je, ne? Se mi je, ne? Ja, ampak pol si že tam, ne? Ne, ni nujno, a veš kako je, zdaj tukaj reinkarnacija, da ali ne, ok, a je to spet mentalen koncept, who cares, nima veze. Ampak recimo, ne? Ja. Da zdaj obstaja cikl reinkarnacije. Če sem torej razsvetljen ali ne, je popolnoma nepomembno, ker je evolucija posameznikovega uma taka, da bom jaz skozi nek cikl življenj, ki mi bodo prinašala določene izkušnje na podlagi mojega delovanja, moje dharme, moje karme in tako naprej, ne, bom mi tako prišel tja. Sam mogoče čez 548 življenj. Ne? Če se jaz zavedam, da je čas le relativen temu umu in nima veze z absolutnostjo, mi je torej lahko popolnoma vseeno, če bom kdaj razsvetljen. Ja, pa če ni časa, pa bo še enkrat? Ampak čas ego teče.
ego ima čas, ali bolje, čas ima ego. Ne? Tukaj zdaj govoriva, da obstaja ta cikl in z vidika absolutnega ta čas obstaja v svetlobnem stolpcu možnega dogodka za tega posameznika. To je to. Izven tega stolpca on časa ne dojema več. Ne? In tukaj zdaj razsvetljeno ali ne, nepomembno. Ne? Kukor pa recimo gledaš za Yoganando, so recimo govorili, da je malo pred smrtjo, ne? Da se je zdel na trenutek, da je postal čist zmeden. In jaz sem bil tudi pri enemu njegovemu direktnemu učencu, s vami v Krijanandi, in on je tako rekel, da je Yogananda v zadnjem letu življenja kdaj tako malo čuden govoril pa vse skupaj, ne? In da mu je enkrat rekel, a veš, težko je biti hkrati v toliko telesih, ne? No, in ta s vami Krijananda recimo je trdil in to je zapisano in vse živo, ne? Da lej noro, ne sam itak mu je napovedal smrt, kako bo odšel sredi večerja pa tako naprej, ne? In se je to tudi zgodilo, ne? Ampak bolj fascinantna je bila ta, ne? Da glih eden od teh pogovorov, ki se je s vami v Krijanandi Yogananda zdel malo bolj zmeden, ne? Je on par dni kasneje videl, da je imel ta dan Yogananda predavanje na drugi strani Amerike. Ne? In zdaj njemu pač ni bilo nič jasno, ne? On v svoji knjigi pač trdi, da je res popolnoma prepričan, da ni zdaj on datumov zbrklov, ne? Da sta bila takrat ona dva še kako skupaj. Ne? Zdaj, a to obstaja ali ne obstaja, se mi zdi, da je popolnoma nepomembno. Tudi joga sutre govorijo o sidijih, o nekih močeh, ki se zdijo večini navadnih smrtnikov nadnaravne. Prav neki čudeži. Ja, ampak po vseh teh sidijih, ne v bistvu bolj moči, ki jih posameznik lahko razvije. Okay. Po vseh teh sidijih je sutra, ki je zelo pomembna. Ne? Vsi ti sidiji so le še ena ovira na poti do razsvetljenja. Se pravi, nalepljenost na to, nepomembna, to je stranski produkt. Lahko se zgodi, ampak nima veze. Ni pomembno. Ne? In ne gre za to, a boš ti zdaj znov brat misli unga, ki nasproti tebe sedi. Mogoče jih bo znov, ampak ni to. To je slučajno se zgodilo med tem, ko si ti furo neko prakso. Ne? Tako pač. Kako pa gledaš, prej si že malo nekaj o zavesti govoril, ne? Da je ločena od tega materialnega. Ne? Zakaj bi rekel nekaj takega? Ne, sem rekel, tukaj sem se naslonil na samkja filozofijo. Jaz nobene te trditve ne postavljam, ker se zavedam ničevosti svojega znanja. Ampak po samkja filozofije pač obstaja zavest in materija. Materija, če se zavest ne preplete z njo, bomo temu rekla mrtva narava. Ko se zavest kakorkoli da v interakcijo z materijo, pridemo do neke oblike življenja. Zdaj mi bi temu rekli višja, nižja oblika, ne pač obstaja človek je najvišji med živalmi in tako naprej. Ne? In če se kle sam na človeka osredotočva, ne, da nava še bolj komplicirala, dokler je ta človek živ, je pač to polje zavesti presvetljuje njegovo materijo. To, kar on doživlja kot jaz, je v bistvu z okovi svojega ega, svoje materije, ustavljena ta luč zavesti, če se vrnem na uno primerjavo prej. In on pač je dokaj prepričan, da je svet tak, kot ga ta njegova narava gradi konstantno. Ne? In zaradi tega pač, če je tukaj 10,000 ljudi, je to 10,000 svetov. Če tudi vsi sedijo na istem travniku. Ja, ampak prej so pa govorila, ko si rekel, da lahko prideš onkraj tega, ne? Se pravi, da gledaš neposredno objektivno realnost, ne? Zgolj predmet. To je ideja prakse joge. Kako pa veš, da tudi to ni del tega, ne? Del ega? Ja, zanimivo, ne? A je zdaj zavest posledica uma, ali je posledica zavesti, tako, ne? Tako. Tukaj ti bom dal, ne bom ti dal direktnega odgovora, ampak ti bom rekel eno drugo stvar, ki se ti bo mogoče zdela zanimiva. Ne? Vprašanje enega učenca je bilo, ne? Zakaj se poruša, zakaj se torej ta zavest, če je sama po sebi popolna, zakaj se sploh utelesi? In učitelj je rekel, ker se lahko. In mislim, da je
tukaj na to, kar si postavil, ne, da sem ti nehote že dal tudi odgovor. Ne. Aha, se pravi, če gledava kot zavest, kot neko božjost ali pa Lahko Boga, ne? lahko primerjaš kot duša, mogoče ti bo to lažje, bliže. se pravi, ničelna točka vsega, ne? Zavest. Ne? Ničelna ali začetna, no, morda. Okay. In potem, ker se lahko loči od sebe, ne? Lahko naredi dualnost. Ona se v bistvu ne rab ločiti od sebe. Ona je. Samo, predstavljaj si, mogoče boš bo rekla, na zavesti bom uporabil besedo življenje. Okay? Življenje je na nek način vse prežemajoč faktor tega, vsaj tega planeta, bova rekla, da nam skakala na drug univerzum, ker zelo malo vemo o univerzumu. Recimo, strinjamo se, da za ta planet lahko rečemo, da na njemu življenje je, na drugih planetih življenja ni. Recimo, da je zelo na grobo ločva. Okay. To življenje tukaj vidimo na različne načine. Od amebe, paramecija, bla, 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 do človeka, do delfinov, do mravlje, do česarkoli. Vsem je lastno življenje. Vsem živim bitjem je lastno življenje. Ne veva tega. Če so živa, jim je. Ne? Zdaj mi dopostavljava okoliščine. Če misliva živa enako zavestna, ne? Ne, zdaj sem rekel, zdaj govorimo o življenju. Zdaj pozab na zavest, zaradi tega, da bo lažje. Kako bi pa definirala življenje? Sam to, da mava... Vse tisto, kar eventualno potrebuje nek dodatek zunanje energije, zato da se ohranja v relativno enakem stanju. Se pravi, življenje se skoraj nujno mora hraniti za življenjem. Ne, kamna ne rabiš hraniti. Katerokoli živo bitje, z ne vem kakšnimi prehranjevalnimi navadami, tudi če gre tukaj za celico, ki se deli, bo rabila, ne vem, ali bo rabila eno enoto adenozin trifosfata, da bo lahko nekaj naredila. Se pravi, porabljanje energije. Porabljanje energije oziroma nekaj, da se bo ta energija obnavljala. Ne? Okay. Ne, recimo zdaj tukaj zelo špekuliram. Ne? Se pravi, rekla bova tisto, kar je živo. Zdaj načeloma se ljudje strinjamo, da tisto, kar se premika nekako po svoje... Imaš tudi primer so stvari, recimo. To, no. Ampak to tudi se odziva. Ne? Zdaj, veš, če neha zalivati, to deluje drugače, ta roža, kot če jo zalivaš. Ne? Se pravi, vse odziva nekako. Ne? Kamen zgleda pa glede na našo časovno dojemanje relativno nezainteresirana ga poliva z vodo. Sam se tudi zaliva, spreminja. Ne? Se pravi, če ga dava v ful vročo stvar, se spremeni. Odvisen spet, kakšna je tekstura. Ja. Se pravim, da so tukaj meje malo zabrisane. Ne? No, ampak recimo, da probava to čisto poenostaviti. Če torej obstaja življenje, zdaj se strinjava, da tukaj obstaja pač življenje. To življenje lahko gledaš kot lastnost vseh živih bitij, opazovanega, laboratorijsko opredeljenega planeta, recimo. Aha, tu obstaja življenje. Se pravi, obstaja, ne vem, ena vrsta ali pa milijon vrst različnih, za katere smo se strinjala, da so žive. Ne? In zdaj, če se vrnem, da bi dal analogijo s to zavestjo, joga je potop v življenje, ne v individualno življenje. Se pravi, joga je potop v zavest. Cela zavest obstaja, ne bom rekel, da je omejena, o tem nimam jaz kaj govoriti, niti ne bi hotel nekaj špekulirati. Zavest obstaja, ampak v meni je ograjena, v tebi je ograjena, v mravlji je ograjena in kakorkoli že greva tako naprej. Ne? Jaz sem dokaj prepričan, da imam svojo zavest. Zanimivo je, da se veliko znanstvenikov zadnje čase sprašuje, če ni materija posledica zavesti. Ne? Na to temo najdeš odlično branje, bi ga lahko tudi posredujem. In tukaj, ko prideva, se pravi, če je joga torej potop v zavest, bova zdaj rekla v tem primeru, joga je potop v življenje, takrat se moj individualni jaz tokrat zgradi do te mere, da niti približno ne išče ločenosti med jaz človek, jaz mravlja. In to polje
Zdaj, če dodava kle koncept reinkarnacije ali pa karkoli, tukaj ne gre za to, da bo ta individuum kaznovan za svoje dejanje in bo dobil, kar more dobiti, bla, 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 karma in tako naprej. Ne? Mene to polje zavesti je celo, kot pregrinjalo na tvoji postelji. In takrat, ko daš ti na posteljo prej 16 Lego kocka, kakorkoli boš hotel zategniti to odejo, bodo te Lego kocke ven tolkle, ne bo ravnina. No, ampak zdaj, če ti uporabljaš različna orodja, boš recimo vzel papagajke ali pa rorcanga, pa stisnil kocke in one se jo zdrobile do toliko majhnih delcev, da boš ti lahko to napel čez. No, recimo, da si ti zdaj s temi papagajkami ubil individuuma. A je njegova individualna zavest ločena od te zavesti? Ne. Odeja je zdaj lepo pokrita. Zakaj? From dust to dust, zaradi tega, ker si ti dober spremenil te kocke v tako majhen prahac, da ta zavest ni več valovita. Se pravi, tukaj je v bistvu joga je potop v to esenco življenja. Joga je potop v tisto polje zavesti, kjer ne gre za to, to je moja izkušnja. Ne, to je mnogo širša zadeva. Tudi ti si na nek način ves čas konektan, kot vsa živa bitja, so konektana na to široko polje zavesti. Ampak pač enostavno se težko izognemo temu, da se ne bi omejevali v dojemanju tega polja. Zaradi tega ti pravim, da pač, ko prideš eventualno do določenih izkušenj, ko najverjetneje presežeš to ujetost v jaz, ali pa prideš vsaj na zelo subtilno stopno te ujetosti, ko se pač odpre malo širša pokrajina, v katero lahko gledaš, kako boš to opisal? Ne vem, mogoče sem bil zdaj bolj jasen. Ja, razumem. Vse, kar bi jaz mogoče rekel na to, je samo, da vseeno je lahko to vse samo občutek. Vedno. Ja. Vedno. Ker če mi dva probava zdaj, ali pa recimo, da si probo objektivnost opisati, se pravi vsa živa bitja, planet Zemlja, sem to vse lahko občutek znotraj tebe. Seveda. Prej sem pa vprašal, kako veš, da je zavest ločena od tega, ker vse se vedno pojavlja samo v zavesti. Ne, se tukaj je prepletena, kle ni ločena. Če obstaja izkušnja jaza, to pač pomeni, da se je zavest prepletla z osnovnimi materialnimi elementi. Se pravi, tukaj lahko govoriva o strukturi elementov, pač 5 elementov, 4 elementi, kakršenkoli bil sistem, ali pa govoriva o periodnem sistemu, saj ni važno. Pač obstajajo neki gradniki, neke nežive stvari, ki omogočijo vzpostavitev življenja v sami sebi. Se pravi, neživi elementi, se pravi v mojih možganih, sestavimo na določen način in dobimo zavestno stvar. A si to mislil? No, to je tukaj zdaj to, ali je zdaj zavest posledica uma, ali obratno. Kaj, če je možgan posledica možnosti zavesti? Ja, verjetno bova ugotovila. Verjetno ne bova ugotovila. Jaz mislim, da tudi takrat ne bova ugotovila. Ker če bi rekel, da je mogoče izkušnja smrti zelo blizu izkušnji joge, tja bomo sigurno prišli. Tam bodo zelo hitri, jasni odgovori na življenje po življenju, bla, 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 bla. Ob smrti. Tako. No, ja, sej to sem mislil. Ja. To sigurno, Ja. Tudi z izkušnjami meditacije, z izkušnjami polja joge na nek način stopamo v ta predel. Ampak, če se spet vrnem korak nazaj, to je ena od možnosti. In kaj, če tega ni? Nič hudega. Ja, jaz se strinjam, Nima veze. To je pač ena od možnosti. Lahko izbereš pač idejo, da boš se vsak dan nažrl, pa boš ško doživel neko spremenjeno stanje zavesti, pa se boš imel mogoče ful dober. Zaradi tega, ker se pač zaradi določenih
verjeti, ki si jih dal v gradnjo sebe, a ne, se pač morda nisi sposoben sprostiti drugače. In alkoholizem gor dol, za ene ljudi bi bilo bož, da bi 3 pere na dan spil, ne? Kakor pa da jih ne, pa so tečni, ne? Pa morijo vsem okrog. Ne? A bi bilo to zdaj zdravo za njega? Ja, najbrž ne. A bi okolica lahko imela celo več od njega, če bi 3 pere spil? Mogoče ja. Ja, predvidevanje je vedno, ne veva zares. Ne veva, ne, zdaj špekulirava. Ne? Ampak lej, jaz poznam neki ljudi, ki kadijo čike na ta način, da si upam z veliko gotovostjo trditi, da jim ne bodo škodovali. Ker skadijo tistih 5, 6, 7 čikov na dan in oni si za vsak čik vzamejo veselje. Zdaj pa jaz enega pržgal. In on bo odložil vse. In on bo zdaj enega pržgal. In mislim, da ta sposobnost zaustavitve lahko na deluje celo toliko pozitivno, da ne glede na to, koliko bo on dal slabih pljuča, kvalitet telesu, pa vroč dim na grlo, pa pljuča, pa tako naprej. Če to brišava preč, je on mogoče postavil v tako stanje, da bo to človek, ki bo mnogo manj podlegel stresu, ker bo mnogo manj podlegel stresu, bo temu primerno mnogo manj odprt za neke vnetne procese v telesu. In bo to človek, ki morda nikoli ne bo dobil raka, njegov friend, ki je pa cel life se sekiral s tem, kako bo živel, pa to pa je bil res zategnen, kot strela, pa je ratu pure vegan, drug, tretji, eko bio, najbolj pomembno, bom zdaj vse naredil tako, kot mora biti, pa ga je po možnosti še pluval, pa se sekiral okrog tega, kakšen je ta njegov friend, on bo imel pa raka, ko star 50 let. Ni nujno. Kompleksne so stvari, ja. Kompleksnejše, mnogo kompleksnejše. Racionalen, hoče zelo... Ja, rad bi poenostavil. Ja, ni tabelce tukaj, ne? Ja. Ni tabelce. Se veš, imaš 120-letnike, ki kadijo zadnjih 113 let življenja. Kaj sem te še želel vprašati? A imaš kaj izkušenj z psihedeliki? V svojih prejšnjih življenjih sem veliko tega požrl, raznih substanc. Prejšnjih življenjih? Ja, lahko rečem, da sem tudi včeraj... Tudi včeraj sem živel neka prejšnja življenja. Okay, razumem, a veš, vse, kar sem počel v temu lifeu, me je zgradilo to, kar sem. Temu se ne morem izogniti. In ja, vsi jointi, ki smo jih skadili, vsi tripi, ki smo jih pojedali, vse gobce, drugo, tretje, sigurno to je dal pač izkušnjo nekega možnega stanja zavesti. Kako bi to primerjal s temi stanji, ki si jih imel z jogo, oziroma z meditacijo? Vsi substituti, vsi, pa nima veze, a govoriva o alkoholu, govoriva o katerikoli drogi, a govoriva o kateremkoli medikamentu, a govoriva ne nazadnje o začimpi ali pa določeni hrani, tudi hrana lahko spremeni stopnjo. Kava kisik? Tudi. Kava joga? Čakaj, kakršnakoli zadeva, ki jo lahko zavestno dajem vase, in s tem sprožim neko spremembo kemije v krvi, bo prinesla spremenjeno stanje zavesti. Joga, kolikor jo jaz čutim pa dojemam, ne bi prinesla spremenjenega stanja zavesti, ampak neobarvano zavest, kar je velika razlika. Se pravi, vse izkušnje, a ne izven telesnosti, ki ti jih lahko da LSD ali pa karkoli tasga, to je izkušnja obarvane zavesti, a ne? Aha, bi tako rekel. Ja. Je, seveda, ta izkušnja brez telesnosti je konzumentu popolnoma resnična. On ne čuti telesa, on gleda telo. Recimo, ležim na tleh. In tako naprej. Ja, možna izkušnja. Ampak to je obarvano stanje. Še zmeraj obstaja taki gleda. Kdo je taki gleda? Se pravi, še zmeraj gre za nek ego koncept. Pa ne vedno. Vedno, itak, sej lahko se ga tudi tako ne žereš, da te poreže in manjka pač, 12 ur. Ja, se o tem govorim. In jih ni, ne? Ja, sej. To je pa malo drugače. Po jogi obstajajo 4 stanja zavesti. Trdno spanje je eno od njih. To pač pomeni, ti si takrat v stanju, ki je zelo podoben biti mrtev. Ni zavedanja ničesar. In se pravi tudi vstop v to polje zavesti s kjerokoli drogo,
to pač pomeni, da to je zavest, ki je obarvana na ta polje. Ne? A ne, je stanje budnosti, takrat, ko dojemamo stvari kot jaz vidim in jaz sem buden, ne, se pravi zelo povprečno stanje, ki ga poznamo vsi, a ne, je stanje, kjer se recimo prepleta ta naš imaginarni svet pa realna doživljanja. Zelo pogosto imamo to, recimo, gledali smo nekaj ali pa brali smo nekaj do te mere, da smo ratali ful zaspani in smo zaspali in se bo v sanjah mogoče junak iz filma pojavil v naših sanjah. Ne? Recimo, ne? In tako naprej. Ne? In pa je pa še stanje budnosti z velikim B, bom zdaj kle rekel, ne? Budnosti, kjer praktično se zavedaš svojih odzivov, zavedaš se odzivov jaza, ne? Zavedaš se, da je ta jaz ne nazadnje dinamičen, da ne rabi biti tak, da ti lahko zmeraj malo prebrenzaš ta jaz ali ga pa navijaš, ne, lahko daš bolj na glas, ne? Ali pa zmanjšaš, ne? Veš, ti poznaš tudi ta feeling, ne? Ki je tvoj jaz je že odreagiral, ampak je bil del tvojega uma tako hiter, da je rekel ne. In si se zadržal. To je pač zmeraj ego koncept. Ne? Ampak takrat, ko si v stanju te, bom rekel, popolne budnosti turja, takrat, ko si v tem stanju, to je pač zmeraj je ego prisoten, sem mnogo manj zafarbanje. Manj te... Vsak človek ima bunker. Ne? In v bunkerju si ti gospodar. Če kuraš je v bunkerju vroče, če ne kuraš je v bunkerju mraz. Ne? V bunkerju se s tabo žogata Bog pa hudič. Konstantno. Je vroče ali pa ni vroče. Ne? Stopaš ven iz bunkerja lahko sam. In učitelj ali pa prijatelj ti kvečemu vrata drži. Ampak te res ne vleče niti ne rine, ker te ne more. Zunaj bunkerja ni vroče, pa ni mrzlo. Robert, ful hvala, ker si prišel. Čudovito je bilo poklepetati. Ja, enako. Lobim lela še v nedogled. Itak, smisla ne bi bilo. Ne? Ja, v bistvu na koncu smo ugotovila, da nič zares ne morava reči. Bingo, ne? Tako da lahko enkrat posnamemo oddajo popolne tišine. Ja. Ne vem, če bo veliko ljudi shendla. To bo pa resnica, res jo bo moč slišati. Ne? Ja, res je. Ja. Najbolj bliže tega, najbolj že približati. To je to, ne? Ful hvala in sva na vezi. Tako, lep dan.